Drage članice in člani Združenja SKOM, naši gostje in vsi prisotni na strokovnem programu Združenja SKOM. V imenu vodstva se vam zahvaljujem, da ste se odzvali našemu povabilu. Namen današnjega programa je, da vam približamo pomen vizualnosti na filmu in predstavimo ustvarjalni proces scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske skozi prizmo timskega dela. Veseli bomo, da ta ustvarjalni proces približamo vsem, ki jih ta aspekt zanima in jim bo pomagal pri nadaljnjem ustvarjanju. Rada bi citirala nekaj besed legende ameriškega neodvisnega filma Roberta Redforda. Citiram: pomembno je zagotoviti, da se svoboda umetniškega izražanja neguje in ohranja. To, da lahko sodelujemo v svobodi izražanja, ki nam kot umetnikom omogoča, da na svoj način pripovedujemo svoje zgodbe o kompleksnosti življenja in svetu okoli nas, je darilo, ki ga ne smemo jemati zlahka. In mislim, da je slava umetnosti v tem, da ne le preživi sprememb, ampak jih lahko tudi vodi. In kot umetnik si preprosto ne morem predstavljati boljšega življenja. Konec citata. Za konec bi dodala le še to, da je umetnost sveta in da je resnična odgovornost umetnika v izražanju svoje vizije in soočanju z resnico le te. Hvala, da ste se odzvali. Strokovni program Združenja SKOM se je začel. Pozdravljene tudi z moje strani. Seveda protokol nalaga, da vam najprej predstavim današnje sogovornike in sogovornice in se pravi, če začnem tamle z leve, Matic Drakulič, montažer, Katja Lenarčič, producentka, Tina Bonča, kostumografinja, Jurij Drevenšek, igralec, Neža Zinajič, scenografinja, Urška Đukić, režiserka, scenaristka, Gregor Božič, direktor fotografije in Mojca Gorogranc Petruševska, pa je režiser, pardon, opravičilo, in Mojca Gorogranc Petruševska, oblikovalka maske. Pogovor bom moderiral Boris Petković, tudi režiser. V glavnem, še nekaj bi rekel pravil igre bi rad, če se pol pač razvije debata in bojo tudi vprašanja z vaše strani, bi vas prosil, da pred vprašanjem se predstavite in poveste, a ste filmski ustvarjalec, ustvarjalka ali pač ne. Dobro, jaz mislim, da lahko začnemo. Glede na to, da je tole okrogla miza v organizaciji, se pravi scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske, upam, da mi bo oproščeno, ker bom s prvim vprašanjem favoriziral svoj sektor, ker pa mislim, da moramo postaviti neko temeljno izhodišče, če se hočemo pogovarjati o tem, kdaj film postane timsko delo. In mislim, da je to izhodišče v trenutku, ko režiser, režiserka začne predprodukcijsko obdobje, se pravi, ko iz scenarija začne nastajati film. Tako da bi morda za začetek Urška dal tebi besedo, če morda skozi primer imaš svež film za sabo, kaj ti je deklica, če bi morda lahko nam iz te pozicije sodelovanja z posameznimi sektorji, če bi nam lahko malo o tem povedala. Ja. Zdaj, moj proces je tako zelo intuitiven in v bistvu zelo hitro že vključam soavtorje zraven. Recimo še pred tem, ko imaš zaključen scenarij, jaz v bistvu že na vajah kreiram scenarij. Seveda najprej je en scenarij, ki ga pač napiše za to, da dobiš sredstva, pol pa greš pa začenjaš res delati z materijo, in to pa pol vse spremeni. In jaz sem recimo z Levom Predanom Kovarskim, direktorjem fotografije, že prej sodelovala na 2 kratkih filmih in sva zelo dobro sodelovala in se zelo dobro tudi poznala.
In sem tudi njega povabila recimo v proces vaj, pa igralko Natašo Burger, ki je v bistvu bila kot nek acting coach, in potem smo mi skozi razne improvizacijske vaje še razvijali zelo globoko vse situacije, scenarij in like in motivacije, zato da smo pač našli te res realistične odzive in človeškega obnašanja, ne. In tudi že zelo zgodaj sem v bistvu začela delati z Vasjo Kokaljem, ki je scenograf, in ker v bistvu je tudi scenarij nastajal iz prostora samega. Ko smo našli ta samostan, v katerem smo snemali, sem v bistvu cel scenarij tudi spremenila, ne. Zaradi tega, ker pač lokacija mi je dala toliko navdiha in je toliko neločljivo povezana v bistvu z zgodbo, da sem pač res jemala kar iz tam je bilo ogromno navdiha. Tako da takrat se je pač že zelo zgodaj začne timsko delo in seveda tisti, ki pač vodiš, pa se nekako odločaš stvari, ampak v vsakem primeru je pa to kolektivna umetnost, ne, ki vsi vplivajo, vsi, ki so tam v tej ekipi, vplivajo na nek način. In meni je pač to super proces. Ful sem odprta za te stvari, za sodelovanje in za neke nove ideje, zaradi tega, ker pač sama si ne bi mogla vsega tega namisliti, kakor če pač imaš ekipo ljudi, ki sodeluje in daje, in se potem začne ta val kreativnosti, da ti nekaj vzbudiš v nekomu in on v tebi, in to je nekaj najlepšega v bistvu kreativno sodelovanje. Super, hvala Urška. Pa pejmo po vrsti, Gregor, evo, ti si pač v dvojni vlogi, morda lahko tukaj vlečemo neke druge paralele. Nekako le mislim, da je v večini primerov direktor fotografije prvi sodelavec, ki ga režiser lahko kontaktira. Seveda so pa različne poti, morda včasih se lahko začne čisto z druge strani, ko se oblikuje karakter, še preden je vizualna slika jasna, pa je morda lahko prvi sodelavec oblikovalka maske ali oblikovalec maske ali kostumograf ali kakorkoli. Ampak mogoče, če lahko ti iz svoje dvojne pozicije malo poveš, in mogoče, če lahko tukaj, se pravi, tudi počasi peljemo v področje, ki nas v bistvu danes zanima, se pravi sodelovanje s scenografom, ker kot direktor fotografije sigurno tudi na poseben način sodeluješ s scenografom kot režiser. Se lahko tako ne razdalja, se sliši. Jaz bi na vse to, kar je rekla Urška, se absolutno strinjam. Bi pa dodal še to, se mi zdi, da zdaj še bolj kot po mojem, kot je bilo to včasih, je ta faza, ki si jo ti spustil, se pravi, od same začetne ideje, ki jo dobiš, recimo, niti ni nujno, da začetno idejo dobi sam režiser, lahko jo dobi en tim ljudi, in potem, da pride od te začetne ideje do samega snemanja, je po mojem bistveno več časa, kot pol dejansko se porabi za samo snemanje in tako naprej. Tako da že to je v bistvu en zelo tak mukotrpen proces in je škoda, da ni on kreativen. Zato pravim, po mojem, vse to, kar je rekel Urška, drži, je pa predtem še ena faza, ki je po mojem sodelovanje med režijo in produkcijo, ki je po mojem naše, sploh pri nas, malo zapostavljena, nekako se jemlje skoraj, produkcijo kot en servis, pa ni. In v bistvu je potrebno dosti nekaj kreativnega dela iz strani produkcije, da se pridobi ta sredstva. Te naši projekti so vedno bolj podhranjeni, zato ker vse se draža. Se pravi, to, kakšen budžet boš ti imel, bo vplivalo zelo, zelo na to, kako boš ti to svojo idejo, rečemo, lahko realiziral. Tako da se mi zdi, da ta proces iz mojih izkušenj na zelo različnih filmih, od eksperimentalnih do dokumentarnih, do klasičnih igranih filmov, je ključen. Ključen je v bistvu ta odnos, ki ga ti vzpostaviš z producentom in kako potem uspete skupaj
priti do nekega projekta, ki je, rečemo temu, ugoden za realizacijo. Pol pa, in že v tem procesu se je meni zgodilo, tako kot je tudi Urška omenila, pač seveda jaz sem ta direktor fotografije, ki je tudi sodeluje z drugimi, ampak v mojem primeru, ko sem jaz delal film, sem imel pravzaprav najbolj intenzivno obdobje dialoga prav z scenografinjo. Z Giovanno Čirjani iz Rima, ki sem se poznala še, ko sem jaz eno leto bil študent, gost v Rimu. In ona je z mano delala na tem filmu, bi rekel, ne tako na scenariju, ker mogoče po scenariju takrat ona še ni imela, ampak sva midva, jaz sem bil v vseh teh vaseh, ki smo pol snemali, poslal sem ji fotke, pol je ona naredila neke svoje moodboarde, midva smo v bistvu razvijala vizualni koncept filma, še preden je sploh v bistvu bilo jasno, kdaj se bo ta film snem. In se mi zdi, da se to pol na filmu vidi, da ta film zgleda tako, kot zgleda, ne samo zaradi luči, ki je naredil Ferran in tako naprej, in kadrov, ki sem jih jaz postavljal, ampak predvsem zaradi tega, kako v bistvu je scenografija narejena in kostum, spravi, kako se barvno ujame s temi prostori, kaj sporoča in tako naprej. Tako da jaz lahko absolutno potrdim to, da čim prej se začne razmišljati o tem, kdo bo delal eno funkcijo, da razviješ s tem človekom nek prijateljski odnos, v bistvu, da ni to samo nek servis, neka realizacija, tem boljše. Ja, hvala Gregor, ker si me opozoril na to obdobje, bom tukaj podelil pač svoje razmišljanje. Mi v budžetiranju filma govorimo tudi, temu rečem jaz, obdobje kav s svojimi sodelavci, kjer se ti lahko nekaj let dobivaš svojo kreativno ekipo in skozi to obdobje mi vsi sanjamo ta film. To je v bistvu delovno obdobje, za katerega nismo nikoli plačani, če smo zdaj že pri tem, ker pač produkcija ima svoje zakone. Je pa to plodno obdobje in izjemno pomembno, ravno zaradi tega, ker je pač vse še odprto in kjer se ideje svobodno pretakajo, ker pač, ko je enkrat obdobje predprodukcije in produkcije, tukaj vemo, da prav veliko odstopanj že zaradi teh nekih produkcijskih značilnosti ne more biti. Ampak dobro, tukaj bomo se pravi, preden vstopimo res v področje scenografije, bomo izkoristili ta moment. Katja, se pravi kot producentka, kako ti vidiš ta proces, se pravi še pred produkcijo, proces zbiranja sredstev, v katerem pa morda ekipa že nekako miga, če lahko tako rečem. Jaz bi najprej rada rekla hvala, da si v bistvu poudaril ta vidik, da v bistvu nismo kot produkcija, kot producenti servis, ampak se nas razume kot en velik doprinos tudi k kreativnemu aspektu filma. Se mi pa tudi zdi, da je v bistvu k temu pa sodi tudi, da seveda avtor oziroma režiserka je na koncu tista, ki se odloča, s katerimi najbližjimi sodelavci želi sodelovati. Je pa tudi zelo smiselno, da je v bistvu to tudi debata med producentom, producentko in režiserjem, režiserko. Tako da jaz vidim tudi kot recimo mojo vlogo si želim in tudi v bistvu čisto drugačen način dela, če sem lahko kreativno vpletena že od samega začetka. Še mogoče pred tem, ko začnejo prihajati ostali sodelavci tudi. Zdaj pa, da lahko v bistvu sodelovanje med vsemi sektorji, med vsemi avtorji, če res kreativno steče, se mi pa zdi, da se morajo pa res vsi počutiti spoštovano, morajo se vzpostaviti neko zaupanje, da res lahko pač, pride do tistega sočnega, kreativnega sodelovanja. Tako da predvsem, zdaj pa lepo je tudi meni, zame, jaz ne vidim tega kot, v redu, zdaj smo postavili vodje sektorjev, zdaj se bom pa jaz umaknila, v bistvu želim biti še vedno vključena, kolikor je le možno, seveda ne z namenom kakršnega koli oviranja oziroma postavljanja mej, ampak samo, ker skozi to sodelovanje v bistvu
v naši zavesti pri vseh raste ta film, ne, in se dejansko razvija in pač mislim, da je prav, da smo vključeni od samega začetka in tudi sledimo temu procesu in nismo samo tisti, ki rečemo, ja, ne, to se pa ne da, ker je budžet tak pa tak, ali pa ker ni časa, ali pa česarkoli drugega. No. Mi je pa, v bistvu se mi zdi pa najbolj pomemben, seveda tudi z ostalimi sektorji, da steče to sodelovanje, ampak če ni tistega zaupanja med režiserko in producentko, je potem v bistvu, se to sam prenaša potem še na vse ostala razmerja. No. Tako da, mogoče to, če sem dovolj dobro odgovorila. Ok, hvala. No, pa preidimo potem na SKOM. Neža, ti imaš pač veliko izkušenj na filmu, konec koncev si šla tudi skozi veliko asistent, zdaj si samostojna scenografinja že vrsto let. Tako da morda bi ti zdaj iz svoje izkušnje nam lahko povedala, ali obstajajo celo različni pristopi, kdaj te povabijo bi rekel, v timsko delo, kdaj si zadnji moment, kdaj si morda vključen naprej. Tako iz svojih izkušenj, če nam morda lahko malo osvetliš te neke stvari. Lahko. Mislim, praviloma sem vključena kot prvi sodelavec režiserja, oziroma ve se že, kdo je direktor fotografije, ampak nekako največ časa, pa najdlje časa preživim z režiserjem jaz v pripravi, ne. Vsaj te izkušnje imam jaz, ne. In to lahko 1 leto pred realizacijo projekta, lahko je pa tudi že prej, ne. Z enimi sodelujemo že prej, ko stvari prijavijo, pa tako naprej, pa greš na neke pogovore, neke kave, kot si rekel, in se tukaj že začne nekaj dogajati. Ne? Tudi o scenariju se pogovarjamo, tudi tukaj recimo o prostoru, ki ga režiser napiše in ga potem spremenimo glede na potek dogodkov. Zelo veliko se to zgodi. Ne? In potem, ko pride DOP, je že neka... Mi dva imamo že nek odnos z režiserjem in se potem on vključi in potem nekako prevzame. Bolj, ko se približuje realizacija, se ona dva bližata, jaz nekako se malo umaknem. Ne. In to je najlepši del tega, pred realizacijo, najlepši del. Ok, ampak samo še to, da morda še uvedemo, kako pa sodeluješ recimo s sektorji kostumografije in maske? Ja, odvisno, ker oni se toliko poznajo, zelo velikrat je pač to, ker je slovenski budžet toliko okrnjen, se pridružijo zelo kasneje. In če imamo srečo, se recimo kostum prej, maska, redko kdaj zelo prej, kar je škoda, ne. Če bi lahko istočasno začenjali, bi sigurno bilo veliko bolj plodno za film, ker imamo take budžete, to ni možno. Tako da včasih se poklop, da je možno sodelovanje že veliko prej, drugače pa tako, da mi že toliko delamo, da ko se oni priključijo, morajo nam slediti. In to je mogoče za njih malo nehvaležno. Jaz si predstavljam, če se uživim v njih, to bi recimo bilo en tak segment, ki bi ga bilo mogoče fajn izboljšati, ne. Moram počakati na zeleno luč na mikrofonu. Dobro, hvala Neža za razmišljanje in za izhodišče. Žal se debate slovenskega filma prej ali slej padejo na finance, ne. Tako da dajmo danes še enkrat poudariti, slovenski film nastaja v finančno zelo podhranjenih razmerah. Glede na evropsko primerljive države smo daleč nazaj in to sigurno vpliva tudi na stvari, Neža, hvala, ker si jih izpostavila, torej v katerih momentih se kateri sektorji vključujejo delo, ker je pač to povezano z finančnimi tokovi. Tako da, no, tukaj bi Tina dal zdaj tebi besedo, ravno če vzameva izhodišče Nežino, pa tudi takoj tudi pod vprašanje, ne, da je, citiram Nežo, da je predprodukcija v tem trenutku že tukaj naprej, da več ali manj morate slediti, kot sektor morate slediti temu, pa lahko, mislim,
mi poveš iz druge perspektive, če je to narobe. Narobe, ja. V bistvu jaz vedno začnem tudi moj proces nekako v svojih mislih oziroma z neko svojo idejo, kam bomo šli pa kaj bi naredili, in se mi zdi, da potem, ko se priključimo zraven, film je itak timsko delo, tako da jaz to v bistvu ne vidim kot negativno, ampak kot pozitivno stvar, ker se mi zdi, da se ponavadi še boljše stvari zgodijo, ko v bistvu nadgrajuješ to, kar je nekdo že delal dlje časa, in v bistvu to niti ne vidim kot nek manjko. Je pa res, da si vsi želimo čim prej začeti delati in sodelovati in razmišljati in tako. Tako da, ko mene kdaj kdo vpraša, kdaj bi začela delati, vedno rečem jutri, zato ker pač nikoli ni prepozen. Se mi zdi, da več, ko imaš časa, več lahko premisliš, več lahko narediš, več imaš v bistvu možnosti, da izboljšaš stvari, ki jih delaš. Tako da meni je v bistvu že zelo cenen, kadar me nekdo pokliče, čez 3 leta bomo nekaj delali, to pa to pripravljam, ker ti že potem avtomatično gledaš filme v to smer, nekaj, kar bi te mogoče se ti zdi, da je podobno ali tako, in lahko v bistvu že ves ta čas, tudi če še ni scenarij do konca napisan, tudi če ni še vse, ampak v bistvu to polje inspiracij lahko širiš pač cel ta čas, in se mi zdi to ful dragoceno, da imamo. Zelo dragoceno mi je, ko enkrat začnemo delati, z Mojco vem, ko sva delali, sva imeli kar skupaj masko in kostum in sva skupaj gradile te like, in to se mi je zdelo ful izjemno vedno, ker sta toliko povezana maska in kostum, da v bistvu težko ločeno to delaš, in to je nekaj, kar mi je super. Pri scenografiji se jaz vedno sprintam vse lokacije, ki so izbrane, in jih imam pač v garderobi obešene, zato da vidim, ker pač ti, ko na Vibi delaš kostumske, pač tam v sobi, ki so pa navadno rumene stene ali neki, ne moreš lih primerjati barv, kaj bo v ozadju tam, in vedno si pač to pripravim, zato da vem, kaj bo v ozadju, kakšna je scenografija in tako, zato da v bistvu je ta proces nekako ne vem, tako se mi zdi, da lažje potem se tudi odločaš, kaj je bolj pravo in kaj ne. Tako da čim prej. Dobro, hvala. Evo, pa bomo zdaj prišli še na ta del, za katerega smo slišali, da se ponovadi zadnji vključi v produkcijo, tako da Mojca bi te vprašal, kako ti vidiš te stvari. Ja, v principu je tako, samo jaz se temu ne podredim. Poskušam vedno nekako, da se vključi tudi moj sektor v priprave že prej, ne ravno proti koncu. Imam srečo, da večinoma delam s produkcijami, ki to razumejo, režiserji, ki to želijo. Vedno to poudarjam, ker želim, da bi tudi mlajše punce, tiste, ki so na začetku svoje kariere, imeli možnost, da se isto tako pravočasno vključijo v ta delovni proces. Moramo se zavedati, da je scenografija, kostumografija in maska ključnega pomena za vizualnost na filmu. To so 3 sektorji, ki morajo delati z roko v roki. Kostumografija se gradi na scenografijo, maska se gradi na kostumografijo in scenografijo. Perfektna scenografija ne more biti perfektna, če kostumi ne pašejo na scenografijo. Kostum ne more delovati, če na to ne daš neko frizuro, ki nikakor ne paše. Se pravi, mora biti celota. Zato jaz vedno prosim, kljub temu, kar govorimo, da je slovenski film pač podhranjen, to vsi vemo,
Vedno prosim in produkcijo in režiserje, da dovolijo mojemu sektorju, da se pravočasno vključimo v sodelovanje, da skupaj postavljamo filmske like. Jaz tisti trenutek, ko mi režiser dovoli, da preberem scenarij, v bistvu vstopim v svet, ki ga oni želijo prikazati kasneje ljudem na platnu. In meni je to nekaj najlepšega, ker takrat lahko začnem sanjati, postavljati like in biti del tega sveta, ki ga bojo en dan videli tudi ljudje na platnu. In tu je ves ta naš doprinos naših 3 vizualnih sektorjev, ki so združeni v Združenju slovenskih scenografov, kostumografov in maskerjev izrednega pomena. Jaz mislim, da se vedno bolj tako producenti kot režiserji zavedajo, da smo mi njihovi ključni sodelavci. Hvala, Mojca. No, zdaj pa pejmo pa na en, bi rekel, pogled z druge strani. Juri, ti kot igralec, verjetno v različnih fazah vstopaš v film. Dovolil si bom špekulirati, da bolj pomembna je vloga, večja kot je vloga več snemalnih dni, verjetno prej si vključen v proces, včasih pa verjetno za kako manjšo, pa verjetno tudi v dost pozno. Kako pa ti doživljaš predvsem, se pravi, odnos s kostumom, masko, komunikacija, koliko sam tudi želiš kreirati, koliko si vpleten, koliko z režiserjem, režiserko o tem razpravljaš? Tako. Najprej hvala za vabilo, Mojca, pa za organizacijo te okrogle mize. In Mateja. Ne, jaz mislim, da je to, najprej odgovori na prvi del tvojega vprašanja, zelo je odvisno od produkcije, kdaj ti vstopiš v ta proces in koliko te naprej spustijo. Pol je tudi odvisno od režiserja, koliko in kdaj te prepustijo zraven. Jaz osebno zelo rad debatiram o vseh teh zadevah, ker se mi zdijo zelo pomembni. Čim prej v procesu, kot si noter lahko udeležen, se mi zdi, da je tudi lažje, da si ti zgradiš nek svet in da ti posvojiš idejo drugih. Ker ti vstopiš v vizijo režiserja, ki je potem podkrepljena, tako so vsi rekli, že z nekimi scenografskimi, kostumskimi ali pa recimo izhodišči od maske in ti moraš na koncu to vsebino napolniti. In ja, vstopiš od odzunaj, ampak se mi zdi, da imaš ta privilegij, ko so oni že naredili neko to osnovno raziskovanje, ampak hkrati ti imaš pol možnost, da pogledaš kot zadnji še z te strani, lahko to na nek način stestiraš, ker moraš ti to, da vidiš, da ali to prenese idejo ali pa ne. In jaz sem v tem smislu kar aktiven, ker čisto konkretno, včasih kakšna ideja, ki na papirju zdrži, potem na tebi, recimo, ne vem, kostum ne zgleda, se ne počutiš, ne funkcionira in je to, zato imeti fajn ta proces vaj prej, da se čim bolj zbalansira. Podobno je z masko in to čisto konkretno, ker se mi zdi, da moraš izgled lika na koncu prirediti filmu, temu, čemu najbolj ustreza, kar seveda poteka v komunikaciji z režiserjem, kaj želimo doseči, na kakšen način, o kakem tipu človeka govorimo. In to, in pol, recimo na samem snemanju je pa zelo dosti krat meni ključna tudi komunikacija s scenografi, ker ako prideš tja in vidiš, da je nekaj na sceni, jaz jo hitro grem povohati, potem kot kuža tam okrog, da vidim, kje se, da se znajdem hitro v tistem kratkem prostoru, dokler še ostale stvari urejajo, zato ker dosti krat v predprodukciji nisi povabljen zraven, da greš lokacije pogledati. Kar bi škoda? Kar se mi zdi, da je zelo škoda, zato ker ti bi, tako kot je Tina rekla, ti posvojiš ta prostor, ga vidiš in se mi zdi, da včasih se
Se razume, se bo potem to naredilo, ampak se mi zdi, da se to tudi opazi potem, da se nekdo doma ne počuti nekje. Ne? Ampak je zelo fajn, recimo, mi smo z Nežo imela take stvari, da potem lahko konkretno o nekem, seveda njena vizija pa vizija vseh ostalih ostane in je tam dobesedno fizično prisotna, ampak ti lahko glede enih malih stvari rečeš, ne vem, banalen primer, ta poster ni šans, dajmo dol, dajmo nekaj drugega in so take stvari fajn, če jih že prej skomuniciraš, da prej greš skozi, da se prej vse to predebatira, ker potem lažje gre. Kar je pa super tudi z mojega vidika, ko ti prideš noter v vizijo koga drugega je, ker tebe prestavi iz tvojega gledišča malo ven in ti ne zasleduješ potem neke podobe, ki naj bi bila tebi všeč, ampak da sem se z leti naučil, mi je zelo koristno bilo, recimo, ne, če Tina nekaj zastavlja ali pa Mojca, recimo zelo fajn, ker se ta vizija pol ni nujno, da se sklapla s tvojo in te lahko te pošlje v eno smer, ki je ti nisi pričakoval in je to v resnici, čeprav mogoče na začetku deluje malo utesnjujoče, v resnici lahko zelo osvobojajoče. No. Tak je to. Allah je dve stvari, ki jih je. Ena je, da sem si že večkrat zaželela, da bi šla tudi jaz pogledati lokacije, ki jih nikoli v bistvu v kostumografiji ne gremo. Ja. To je nekaj, pa ni nujno zdaj vsake pač ulice, ki je, ampak te neke ključne lokacije se mi zdi, da pa bi bilo izjemno, če bi tako. Da si lahko tam malo časa. Ja. To je ena stvar, ki... Treba nujno vključiti, da na oglede hodijo tudi kostumi in maskami. Ja, to se mi zdi. Da pač imate priliko biti tam. Saj tiste prve nekaj. Ja, čisto zato, da imaš nek feeling, pa da se ti povežejo v bistvu, ker ti enkrat, ko greš na te oglede, ali kakorkoli je fajn, da se ti poveže tudi vse med sabo, ne. To mislim, da bi nujno treba prav uvesti, no. A lahko še jaz to dodam? Ker mi smo v bistvu ravno to naredili, mi smo naredili eno testno snemanje, ne. Eno leto pred snemanjem smo v bistvu pripeljali igralce, masko, kostum, scenografijo, vse na set. In smo v bistvu naredili eno testno snemanje, da so si vsi predstavljali, kaj sploh delamo in potem mislim, da je to bil pač zelo dober rezultat, da so vsi že takrat videli in so lahko koncipirali glede na to, kaj so pač tam videli. Ja, odlično. Absolutno, to nujno. Tina, si htela še nekaj dodati? Drugo pa to, ki je Juri govoril o kostumskih, to je sicer so moji najljubši dnevi v pripravah, so kostumske. In to je tudi nekaj, kar si rekel, govoril o tem, kako nekaj sprobaš, pa ne funkcionira in tako. Meni je super, ker igralci, ves njihov input, ves vaš input o liku, o tem, kako se vam zdi, ker ga vidite iz drugega zornega kota lik, kot ga jaz. In je ta v bistvu komunikacija ful ključna in izjemna v tem, da v bistvu nastane to, kar more nastati. In vedno ful zaupam pač tudi vašim mnenjem in to in se mi zdi to v bistvu super, pač to, kako vedno sodelujemo pač znotraj čisam tega, no. Tako da ta del sem hotela še dodati. Dobro, hvala. Koliko pa imamo mi producentov danes tukaj? Tamle vidim eno, tamle vidim, tamle... Ja, ker neke fine ideje, mislim, da se tukaj tudi porajajo, ki se tičejo vašega sektorja, lahko razširite novico med kolegi in kolegicami, da si lahko pogledajo po televiziji ta pogovor potem in da morda v prihodnje najdemo tudi neke manj konvencionalne rešitve v pripravah na filme. No, ampak da zaključimo krog, ker tamle vidim Matic se že kar malo dolgočasi, ne, je bilo kar dolga je bila, da pridemo do njega. Veš, Matic, zanimiva pozicija, ne, ti si pač montažer, postprodukcija, se pravi neposrednih stikov s temi sektorji nimaš, ali pač, me boš popravil, ne, ampak pač potem v, bi rekel, procesu montaže z režiserjem, režiserko, ali in koliko
So te stvari pomembne oziroma pridejo na plan? Scenografija, kostumi, maska? Ja, mi ne sodelujemo direktno med samo produkcijo, večkrat v predprodukciji z režiserjem in scenaristom, če nas povabijo v ta proces pri pisanju scenarija, tako da velikrat tam lahko že sodelujemo. Potem pa med samim snemanjem ponavadi, lahko delamo usporedno, ampak ni pa nekega direktnega sodelovanja v samem trenutku, mogoče če že lahko takoj, če je neko vprašanje ali pa če je neka dilema, se lahko neke prizore preveri oziroma se vidi, če pride neko vprašanje iz smeri scenografije, kostumografije, maske, česarkoli. Je pa potem v resnici, kaj pa mi počnemo, je pa, da to timsko delo, o katerem vi govorite, mi dobimo v obliki materijala in ga v bistvu prek tega, se pravi, razmišljal sem na primer igralci, mi, ko gledamo igralce, podobno kot gledalec, ne ločimo več izvajalca od kostuma, ne, vidimo ga kot eno stvar in tudi direktor fotografije in scenograf se v bistvu za nas združita v to podobo, tako da v bistvu kot nek gledalec potem delamo selekcijo, vidimo, kaj dejansko funkcionira od tega in potem gradimo film, ne, se pravi, lahko bi se hecel, bi obrnil vaš naslov tega dogodka, kdaj to timsko delo postane film, ne, v montaži, ne. Je pa, ni pa direktne komunikacije, razen če, tukaj smo zelo specifično, vsako v svojem položaju, vsako v svoji funkciji, ko delamo film, smo vsi filmski v bistvu ljubitelji, ne, in lahko pride Neža zdaj na projekcijo in pove, kaj se zdi o montaži filma, ne bo govorila več o scenografiji, potem, ko je film posnet, ne, se pravi, sodelovanje je vedno, zato ker imamo vsi radi filme, ne, ni pa montažer specifično na samo scenografijo, nima vpliva oziroma nima na kostum, na masko, ne more kot montažer, lahko pa kot filmski ljubitelj pove verjetno, kaj se mu zdi, ne. Lahko vpliva na igralca. Vpliva na vse, ne, z izborom na koncu, ker na koncu postane film, ne. Film nastane potem glede na to, kaj se režiser in montažer odločita in te stvari morajo funkcionirati, ne, stvari, ki ne funkcionirajo, ostanejo v montaži. Vpliva, igralec vpliva na kostum, montažer vpliva na cel prizor, kaj ostane v prizoru, kaj ne. Tako da to timsko delo na koncu ima še en korak, ki je v bistvu zelo samotarsko oziroma v neki dvojici ponavadi, ampak dobi pa ta rezultat tega timskega dela in ga na novo v bistvu spet predela v film, ne. Jaz bi samo rada dodala, da jaz mislim, da je montaža ključnega pomena na filmu in čeprav montažer ni del, recimo ne sodelujemo zdaj mi z njim direktno, je pa senzibilen montažer tisti, ki bo potem tudi v montaži dal kakšen predlog, če vidi, da res nekaj vizualno je grozno, pa mogoče vemo, da je najprej igra in to najbolj pomembna, ampak tudi kdaj lahko senzibilnost montažerja pripomore, da kakšna scena, ki ni glih. Da zafunkcionira nekaj, kar Tako, ne funkcionira samo. Ja, se strinjamo, hvala. Ok, super, hvala. Zdaj samo toliko, glede na to, da smo mi zdaj naredili en krog, ne, smo ga zaključili, če so kakšna vprašanja, morda iz publike, koga kaj specifično zanima. Evo, tamle imamo enega, sem moment, zdaj pa ne vem, tamle bi nekdo bi moral, a moram jaz ta mikrofon? Vse se slišimo. Ja, ne, samo ker snemajo za televizijo, veš, to je zdaj. Hvala. Ja, žal, jaz sem Domen Martinčič, hvala za ta, ko ste pripravili tako, se zbrali tukaj, je zanimivo. Jaz imam eno vprašanje, v tujini obstaja funkcija production designerja, ne, ki mogoče se mi zdi povezuje te vizualne sektorje, masko, kostum, scenografijo,
Pa mogoče ne vem, kaj vi mislite o tem, oziroma se vam zdi, da je to nek manko, da pri nas se mi zdi, da ni tega, ali pa je mogoče, pa jaz ne vem, ali je to prednost, ali je to, ne vem, nek drug način dela, ne vem, nek tak povezovalna neka funkcija. Evo, hvala. Ok, če smem jaz še tukaj. Hvala, Domen, ker si mi ravno kar prečrtal eno vprašanje od tukaj. Ja, samo se pravi, v bistvu je to kar vprašanje za vse. Ne? Če ga čisto na kratko rezimiram, ali slovenski film potrebuje art direktorja? Ne? Kako? Production designer, torej osebo, ki bi ravno, bi rekel, povezovala pod eno streho, če lahko tako rečem, vse te sektorje, ki v bistvu skrbijo za vizualno podobo filma. Tako da izvoli, Neža, ker si se že ogrela. Jaz mislim, da mi še vedno smo tako mala, nekje mali film, nočem reči ga zmanjševati, ampak v smislu, da je ravno to čar tega slovenskega filma, kjer so male ekipe in mi ne rabimo nekih production value-jev umetno ustvarjati. In če ti to hočeš pri nas uvesti, podreš nek cel sistem tega, kar se zgodi, ne, te magije, kar je meni všeč, da se lahko zgodi pri nas, pri takih budžetih je pa nek čar v temu, da pride do tega, kar pride na koncu, da je ta nek že nasekva moment mora biti. Ravno zato je film nekaj, kar je neobesedljivega oziroma nekaj, kar se zgodi, kar se nam poklop. Nam se zdi, da se poklop, pa da smo imeli srečo, pa da je prišel ta moment, zares je pa to ravno čar tega, kar se pač to zgodi, ko se vse misli usmerijo v eno. Ne? In mislim, da ne rabimo teh, da ni potrebno pri teh malih ekipah nekoga, ki bo pa držal zdaj to neko kontrolo, ko v končni fazi imaš režiserja, DOP-ja, imaš neke in vsi, če sledijo isti ideji, ni potrebno nobenega izpostavljati, da bi to povezoval. No. Ker je absolutno glava režiser in DOP in gre, že tako je neka hierarhija, ki je logična in ki je prav, da je čist nepotrebno imeti enega človeka tega. Jaz to mislim. Ja, se strinjam. Jaz pa mislim, da je vedno fajn, če imaš še kakšno pomoč, ampak da se zgodi pri naših ekipah to, da v bistvu scenograf ponovadi prevzame pa to vlogo, ali pa nekdo, ali pa režiser prevzame to vlogo, da res drži vse, ali pa DOP-ja. Skratka pač, ja, kakor si rekla, mislim, vse lepo, da se to spontano zgodi, da ni nekega računice, da ni nekih študij, ki, a veš? Ja, mislim, bolj se gre v mojem primeru za to, da so neki ljudje, s katerimi hočeš sodelovati in imajo neko posebno vizijo in potem oni to doprinesejo. Včasih, kakor smo razumeli, veš, včasih odvisno od projekta, včasih je projekt pomemben igralec in najprej v bistvu delaš na liku in vse iz tega izhaja. Včasih štartaš iz lokacije in v bistvu je prva stvar scenograf in z njim razvijaš. Čisto odvisen v bistvu od materije, s katero pač se ukvarjaš. Se ravno zato, ne? Ja. Mislim, da je pa vedno fajn, če imaš še kakšno pomoč dodatno, ker se mi zdi, da pač v naših produkcijah je problem v tem, da imamo premalo denarja, pa imamo premalo ljudi, pa pač vsi prevzamemo, pa delamo še neke druge stvari. No. Tako da ja, mi se pa po svoje organiziramo to delo nekako. Pač, ja. Saj bom takoj zaokrožil naprej, ker pripravite se vmes. Zgolj malo bi dodal, ker očitno je svoj primer, ne? Očitno je spet denar tle vloga. Namreč, ko sem snemal svoj prvi celovečerc Paris.love v Parizu, brez denarja, seveda sem nosil badge fuck off production values, ne? Ker sem se pač moral ukvarjati s tem brez tega. Tako da toliko za intermeco. Kdo gre naprej? Mislim, da je Katja.
Ja, v bistvu zelo lepo si povedala, Urška, in mislim, da tudi se je zdaj malo sklenil, ampak res je odvisen od projekta, pa tudi zdi se mi način, na katerega mi zdaj delamo filme, kakšne filme delamo, se mi zdi, da je režiser in njegova ekipa pač taka celota, ki v bistvu ne potrebuje še neko dodatno osebo, ki bi povezoval, ki bi prenašal informacije, skrbel, držal kontrolo. Meni se trenutno, na način, na katerega delamo, jaz absolutno čutim te potrebe, ker sem imela tudi priložnost že videti v večjih ekipah, kjer je več ljudi, ki skrbijo za recimo povezovanje sektorjev ali pa še znotraj sektorja. To tudi dostikrat ne pomeni nujno, da olajša in izboljša proces, ampak prej obratno. Ampak vse je odvisno od tega, kakšen je projekt, kaj zahteva, ampak ne. Okay, hvala, takoj gremo naprej. Sem to bi hotel dodati, da naslednja okrogla miza bojo udeleženke, udeleženci iz sektorjev, ki so v glavnem delali tudi s tujimi produkcijami, večjimi, in kjer je sigurno pozicija production designerja oziroma art direktorja bila, pa morda, če vas to posebej zanima, je naslednja okrogla miza sigurno tudi primerna za to. Mi pa gremo naprej, kdo bi še komentiral? Meni se to sicer nujno ne zdi ideja, mislim tako, nisem še nikoli imela priložnosti delati, da bi bil nekdo production designer, ki bi vodil vse to, tako da v bistvu ne bi rekla, ker samo tega ne rabimo. Jaz mislim, da pri nas običajno režiser prevzame to vlogo, ki potem povezuje nas vse sektorje. Rečem, tam meni vedno razlagajo, kakšna je scenografija, tam imamo tako, s scenografom se to pa to pogovarjam, z masko se to pa to pogovarjam in tako. Tako da nekako se mi zdi, da je vedno režiser, ta saj v mojih primerih bil, ki je v bistvu ta del nekako vodil. Ne bi pa a priori rekla, da tega ne rabimo, ker meni je najbolj ključno pri filmu to, da deluje kot celota, da vse funkcionira skupaj in izjemno, vedno res imamo super sodelovanja in ponavadi se to zgodi, tako da ni zdaj to nekaj, kar bi rekla, dajmo to uvesti, ampak ker mi je vizualni del tako pomemben, ker pač oddelam kostum, bi rekla, da bi bilo super, da nekdo pa je to, ki reče, evo, to je super, ker bo pasal s tem, zaradi tega, ker je to in tako da v bistvu ne zdi se mi pa to kot nekaj, kar tega pa ne bi, no, če bi že kot ta funkcija obstajala ali pa se zgodila ali kakorkoli, no, v tem kontekstu. Mislim, težko je biti pameten, ker se mi zdi, da zdaj, ko poslušam, tako razmišljam, da pač mi smo, hočeš nočeš domen, kot neki partizani, se pravi, mi smo gverila, to so, jaz bi kot režiser seveda imel art direktorja, imel bi tudi, ne vem, 3 kamione luči kot diopiče, ampak kot sam veš, se moram odločiti o enem reflektorju ali 2, ne. Pač so, in tudi za tiste 2 reflektorja, ne vem, če imam človeka, ki jih bo lahko držal, in če pride burja, je že problem, ne, a veš, mislim, tako, pač se mi zdi, da tu, in to se po mojem ne bo spremenilo, mi ne bomo nikoli imeli budžetov, niti ne bomo imeli, niti naši filmi ne bojo imeli tržnega potencijala, da bi to imelo sploh smisel. Tako je, točno. Se pravi, mi delamo filme za jezikovni prostor 2 milijona ljudi. Ne? To je tako, kot da bi rekel, ne vem, mislim, to je, kaj pa vem, to je tako, kot da bi, ne vem, v Italiji delal film za, ne vem, pol regije Friuli, Venecija, Žulj. Mislim, in v teh kontekstih se moramo mi pogovarjati. Se pravi, to, kar mi delamo, je itak že, po mojem, nek presežek vsega možnega, zato ker v bistvu dobesedno iz nule delamo neke izdelke, ki se pol na nek čudno ključje lahko parirajo nekim mednarodnim izdelkom, ampak to je po mojem, mislim, je dostkrat dosti sreče tudi tu, ne? Mislim, ker mi ne moramo bazirati svojega dela na nekih pravilih, ki so se nekje drugje obnesla, samo zaradi tega, ker pač bomo vedno ta narod, ki pač razen nas samih, nobenega drugega ne zanima, ne? Ker komu pač to ko je, ne? Zdaj, če bi ti bil, ne vem, pevc, verjetno estrada in bi pel v prostoru, kjer te lahko posluša 72 milijonov ljudi, kot v Italiji, je to nekaj, ne? In pač narediš en hit in lahko z njim živiš celo življenje. Pri nas narediš en hit, verjetno
traja 3 tedne. Tako da se mi zdi zelo važno, ampak da ne bi vsega tega, kar smo zdaj rekli, čist downgrade, se mi zdi, da kar se je tu omenilo in je zelo pomembno. Se pravi, jaz, če se spomnim iz študentskih let v Ljubljani, se mi zdi, da smo imeli pristop k snemanju kot to je prostor, kjer je vse mogoče. Ampak iz izkušnje pa lahko zdaj rečem, sploh če se pogovarjamo o klasičnem igranju filmu, ker imamo različne vrste filma, ampak če govorimo o klasičnem igranju filmu, je snemanje stvar, kjer ni nič mogoče, ker je v bistvu vse mora biti prej že pripravljeno, zato ker na snemanju moraš rabiš toliko neke energije, da izvlečeš vsaj neki ven iz tega, kar si si želel. Tako da ta predpriprava se mi zdi, da bi bila res za vsak projekt ključna oziroma dobrodošla. Vse to, kar so že prej omenjali, to sodelovanje sektorov pred samim snemanjem, to pričakovanje, da se bo pa nekaj zgodilo na snemanju, je ponavadi iluzorno iz mojega stališča. Zato, ker sploh, če se pogovarjamo o klasičnem filmu, ni prostora, enostavno to je tako zreduciran čas, te snemalni dnevi se krajša in v bistvu je treba biti zelo dobro pripravljen in je fajn, da so ljudje vključeni čim prej v ta proces, da se tudi oni, vsak sektor zdaj se lahko pripravi. Jaz bi tako zelo nakratko rada sam ta povzetek. Jaz mislim, da za začetek bi bilo super, če bi na slovenskemu filmu bilo omogočeno, da vsi trije vizualni sektori, scenografija, kostumografija in maska, začnejo pravočasno skupaj... Še direktor fotografije. Čakaj. Začnejo pravočasno skupaj sodelovati z direktorjem fotografije, da se v ta proces vključijo igralci. Recimo, bila sem na filmih, kjer je bil tudi montažer, tudi zdaj je bil Matic z nami, ko smo delali z Damjanom, ki je bil, da recimo začnemo res v teh pogojih, ki jih imamo, v teh sredstvih, da ne govorimo, nimamo denarja, to itak vemo. Pa rata že navada, da je to kar logično. Da začnemo v tem okolju, ki ga imamo, mi vsi se potrudimo, da čim bolj sodelujemo kot enota in res poskušamo vsi pravočasno začeti proces, da naredimo to, kar si vsi želimo, zakaj vsi delamo ta poklic, ki ga delamo, najboljši možen film. Juri, boš, ali damo prej to, kar... Damo prej Maticu, da ne bo spet ta zadem na vrsti, da ga malo saj potegnemo iz te... teme, postprodukcijske teme. Na to vprašanje res, mislim, se mi zdi to, kar je v bistvu Mojca zdaj povedala, pomembno, da se ne avtomatično ne postavljamo na slabši položaj zaradi neke navade, da je to valjda glede art direktorja samo vprašanje pomembno, ali ga režiser pač hoče imeti, oziroma DOP, ali ga hoče imeti, ali ga potrebuje, ker lahko prevzame to vlogo. Nekdo pač mora skrbeti za celotno podobo. Nekdo mora biti en človek, ki ima malo pod nadzorom. Večinoma je to verjetno v Sloveniji DOP ali režiser, ali scenograf, ali kdorkoli, ampak se mi pa zdi, da mora biti možnost, da če se človek, režiser, DOP, če se nekdo ne počuti, da bi to hotel delati, da lahko ima še tretjega človeka, ki je pač sodelavc in se mu pač lahko reče art direktor, če ne dela neke specifične funkcije, za katere trenutno smo navajeni, da obstajajo na setu. Juri, boš, čakaj, da v mikrofon še povem to, televizija snema. Juri, a boš ti zaključil ta krog, prosim? Jaz si mislim, da so ljudje lepo povedali, da mi res delamo malo v drugih razmerah in je res odvisno to kot priprave pa od tega sodelovanja, ki pa je itak preključno. Jaz mislim, da je, Urška je tudi lepo rekla, odvisno je od projekta. Jaz osebno kdaj tudi mislim, da bi bilo boljše še imeti kako zunanje oko, ampak spet odvisno od projekta. Lahko je pač to tudi zraven ne paše in bi nekdo v tistem trenutku pač v narekovajih posilil svojo vizijo. Tako da res bolj mislim, da je ključ ravno v tem, da se prej pogovoriš, kaj bi delal pa kako, pa na kakšen način.
da s tem, kot je Gregor rekel, na setu samem, jaz tudi osebno verjamem, ni kaj dosti prostora za... Je seveda prostor za improvizacijo, ampak v omejenem smislu, ampak to mora biti prej skomunicirano in pripravljeno, drugače ne. Tako da, če pa prej ni pripravljeno, ti pa tudi en tretji človek ne bo rešil, ne tam, ne v montaži, ne kasneje. Tako da. Ok, hvala. Jaz mislim, v glavnem smo, Ida Vajs, vprašanje, evo. Najprej super vas je poslušati in super s kom, da ste to organizirali. Imam pa jaz v bistvu eno vprašanje, ki se tiče vsakega od vas, pa me res zanima, kako se tako iskreno počutite glede tega. Zdaj na temo tega časa, ki si ga vsi želimo čim več v pripravah, ampak realno je pa potem to tako, da mi do konca tele finance zlagamo skupaj, da smo na 100 razpisih, da so te razpisi v tujini vse bolj podrejeni temu, da moramo jemati tuje avtorje oziroma soavtorje, od maskerjev, kostumografov, montažerjev, DOP-jev. In velikokrat se tik pred zdajci tudi zgodi, da se more koga v ekipi zamenjati z nekim tujcem, ki uleti potem na neko pozicijo, zaradi tega, ker je treba odkljukati zaradi koprodukcije enega soavtorja. Pa me zanima, mislim, kako, vem, da vsi ste delali v koprodukcijah, vsi imate to izkušnjo, kako vi čutite v bistvu tudi ta realni pritisk, ki ga imamo v produkcijah z jemanjem vaših poklicov v drugih državah, zaradi tega, da sploh skupaj zložimo pač neka sredstva za realizacijo filma. A lahko prvo odgovorim? Se pravi, čujem. Zato, ker pač jaz večinoma delam koprodukcije, slovenske koprodukcije. Jaz mislim, da se mi koprodukciji ne smemo bati, ker brez koprodukcij pač to veste vi kot režiserji, producenti, se projekt ne da zaključiti. Jaz mislim, da mi moramo sprejeti te tujce, ki prihajajo delati k nam, ker je to tudi edini način, da bomo mi šli delati ven. In je treba vzpostaviti neko vzajemno sodelovanje, ne se jih bati, z njimi sodelovati. Danes pride nekdo delati v Slovenijo film Maskerka, jaz si pomagam, jutri bo ona mene priporočila, bom je šla delati. Ja. Jaz mislim, da moramo sodelovati, da ne smemo imeti nikakršnega strahu in odpora proti koprodukcijam in ljudem, ki pač pridejo. Jaz bi dodal, se absolutno strinjam z Mojco, se mi zdi, da pa rešitev ni idealna, Ida, na to, kar praviš, je ta, po mojem, da ti kot, rečemo, glavni avtor, ali režiser, ali producent, ali direktor fotografije, recimo, da imaš vseeno to neko osnovno idejo, kaj si želiš, v bistvu postavljeno dovolj trdno, da potem, ko novi ljudje prihajajo, ti znaš to zelo hitro skomunicirati in da lahko v bistvu začneš neko kreativno del, nek kreativno odnos tudi z nekom, ki ga v bistvu osebno ne poznaš. Iz moje izkušnje je to bilo vedno dobro. Jaz imam zelo rad to in kot režiser. Kot direktor fotografije pa v bistvu paradoksalno na niti en projekt nisem bil povabljen zaradi koprodukcije, ampak so se koprodukcije zgodile potem, ko je bil film že v bistvu v teku in je bil delan in smo potem, ker je bil pač dober, smo dobili tudi pol sredstva. Sem pa opazil nekaj, da je ta koprodukcija zelo dobro vplivala na montažo filma. To mi je bilo pa zdaj že pri par projektih neverjetno, ker sem opazoval, koliko je to, da je prišel nek človek neobremenjen iz neke druge države in je gledal to nekaj, kar smo mi vsi zelo dobro poznali, smo bili že presiti tega in je pogledal z nekimi svežimi očmi in je bilo super za film. Je to obrnil na filme, ne bi verjeli na kak način. Ne. Sigurno bogati to. Sigurno, je pa za režiserja zelo težko, zato ker ti si v enem trenutku, ti pride nekdo, ki misliš, da ne ve, nija pojma, ne, in ti nekaj lahko reče zelo kritičnega, ki ti čisto obrne koncept, ampak jaz mislim, da je za film to na koncu edina možnost. Ne. Mislim, tudi, če boste govorili z najuspešnejšimi avtorji in avtoricami danes, spet govorimo o klasičnem igranem filmu,
vam bojo povedali, da imajo po 20-23 projekcij medtem, ko montirajo, zato ker enostavno film v enem trenutku ti moraš spustiti iz rok in takrat pač je ta kruta realnost se zgodi, hočeš nočeš. Tako da iz moje izkušnje so te koprodukcije prenesle to neko distanco in tudi neke ideje. Jaz nisem mogel verjeti, kako so bili neke koproducentke, recimo iz Francije, involvirane v montažo filma, ki je potem bil huronsko uspešen, ampak predno so one začele, rečemo, povzdigniti glas, je bil bistveno slabši film, recimo. Ja, se neke mentalitete se to združijo, neko obogatenje teh prostorov, ne. Neka širina duha se zgodi lahko hitreje, ne. Jaz bi sam rekla, da sem ful vesela, da je ta debata zašla v to smer, ker bi lahko šla čisto drugo smer. In me veseli, da vsaj kdo izmed vas tudi vidi to kot prednost in da je lahko prednost, ker konec koncev se mi zdi, da se zdaj vzpostavlja neka mentaliteta, groza, koprodukcije, kot da mi producenti to počnemo, zato ker nam je pa to ful luštan in bi radi pač imeli koprodukcije. Pač nekaj je, da izhaja iz nuje, ampak to, da izhaja iz nuje, lahko vidimo tudi kot prednost. In pač bi si želela, da bi vas več tako razmišljali. No? Ker dejansko jaz doživljam zdaj konstantno, groza koprodukcije, rabimo človeka iz tam, vse v bistvu Slovenija isto dela. Se mi tudi ne dobivamo koprodukcij zato, da potem, ne vem, ponudimo pa samo tehnični sektor. Pač seveda, cel sistem tako funkcionira, ampak dajmo ga izkoristiti na način, da bo dober za projekt, ne sam, da bo tam zato, ker obstaja in ker rabimo denar. Pa še nekaj, če smem, točno to, pa še ena stvar je zelo važna, ne? Zdaj spet odvisno od ambicije, ampak če nam je ambicija s filmi prodreti na nek mednarodni trg, mi moramo v procesu filma imeti te mednarodne ljudi v upetek, po mojem. Enostavno ti kot režiser se zgubiš tolikokrat v teh letih in letih, ki jih delaš, ne? Da če hočemo imeti nekaj na nekem nivoju mednarodnem, po mojem, moramo imeti upete ljudi, ki so pač iz drugih držav. In seveda tudi tu bi jaz prosila producente, da seveda tudi potem poskrbijo, da gre čim več naših avtorjev delati. To je pa nekaj, kar sem jaz hotela reči, da se strinjam, vsa ta sodelovanja in to je vse super, ampak tudi upam, da to, kar si ti rekla, Mojca, da se bo zgodilo, da pač nekdo pride in tudi ti potem greš. Ja, recimo jaz osebno iz svojih izkušenj sem začela delati veliko ven iz Slovenije, tudi filme, ki niso slovenske koprodukcije, ravno zaradi tega sodelovanja. Zato, ker vedno vsakemu pomagam, ko pride delati Slovenijo. Ker mora biti vzpostavljen network, mi smo premali. In to je za nas edina možnost, da nas kot avtorje spoznajo tudi zunaj, da greš nekam drugam. In zato moramo imeti toleranco, sprejeti te, ki pridejo, seveda pa tudi mi, da smo deležni tega, da gremo delati ven iz Slovenije. Ok, super, hvala. Mi počasi prihajamo proti koncu, pa glede na to, da ta okrogla miza pa le naj ne bi bila izključno in samo namenjena filmskim ustvarjalcem in poznavalcem, bi za konec izključno morda za sektorje scenografije, kostumografije in oblikovanja maske, pa mogoče Juri bi bilo zanimivo tudi s tvoje pozicije, kako beremo scenarij v sektorjih? Kolikokrat preberemo? Ali obstaja prvo branje, drugo branje? Kaj iščemo noter? Kaj morda čist za neko širšo javnost se mi zdi, da bi jim bilo to zanimivo, ker sem prepričan, da neke specifike, neka stopnje pozornosti obstajajo. Neža, lahko s tabo začnemo, prosim. Mislim, scenarij se tudi naučiš z leti brati, ne? Ne znaš ga kar brati prvič. Prvo se naučiš ga brati, drugo... Kaj to pomeni, da ga znaš prebrati? Ja, da gledaš film. Jaz sem recimo vizualni sektor, jaz vedno gledam film. In prvo branje je pač film, ki se ga jaz zamislim in gledam v slikah. Tako imam slike, ki absolutno niso končna slika filma, ne. Ampak predvsem prvo branje gre samo neka vsebina, ne. Potem gre pa več branj. Vsako naslednje branje je bolj blizu mojemu sektorju, ne. Bolj se odmikam od te
tudi pred snemanjem, ko smo že imeli debate z režiserjem, ko smo že spremenili lokacije, ko smo že prilagodili, ko smo že nekaj debatirali, še vedno bolj se bliža snemanje, bolj sem jaz scenograf in nisem več del cele, je že zdavnaj mimo ta proces. Ne, ko gremo snemati, se meni možgan zoža na moj sektor. No. Berem ga pa velikrat prej. Ne. Ampak kaj iščeš ti v njemu? Kaj so specifike, recimo? Ja, pa iščem neko vizualijo, nek ton iščem, tudi dramaturgijo scenografije, ampak neka prva branja še nisem jaz z režiserjem v kontaktu, ne, to se zelo potem gradi nekako počasi, no, nevidno. Ne znam več povedati o tem. Več stadijev branja imam jaz scenarija. Prvi je totalno neobremenjen, sam berem zgodbo, kaj vidim z informacijo tega, kaj mi je režiser povedal, kako si predstavlja, tako čist, ali je to sodobni, mislim, čist realizem sodobni, ali se pravi, katero smer. In je samo preberem, da zaslišim like, da jih zagledam, da vidim, kaj se jim zgodi, tako zelo pravlično bom rekla. Potem so pa te branja, ko bereš, a kdo pade v vodo, a se kdo z blatom umaže, kaj se bo zgodilo, ko bomo snemali to 3 tedne preden se zgodi to, kar se je prej zgodilo, in pač potem je to branje, ko iščeš te kostumske Možnosti. Tako, to. Potem je pa branje, ko za vsak lik, vmes so seveda še branja tudi, ampak te so nekako ključna. Potem je pa še branje, ko za vsak lik izluščim ven vsako njegovo sceno, se pravi izpišem za vsak lik posebej, da vem, kaj vse se mu zgodi in kdaj, ki v scenariju, v zgodbi nastopa, da lahko potem v bistvu sestavim kostumografijo oziroma pač kdaj ima kaj oblečeno in na kaj se veže in kaj je povezano skupaj in s kom je v tem prizoru, kakšna je tam scenografija, ker se neke stvari pač tudi, tako da ta del je pa potem ta zadnji tik pred kostumsko, da ko imamo te probe, da vemo v bistvu, kaj zares iščemo. Ker včasih, zdaj bom pač primer, je jesen, ampak lahko sploh ne rabimo nobene jakne, ker je ta lik samo noter, ne. Tako da pač v tem smislu je pač potem tudi to branje, da veš zares, kaj rabiš, čist kostumsko posebej. Tako da to. Jaz se strinjam vsem, kar ne bi zdaj, mislim, točno tako, pač poskušaš se vživeti v svet, ki ti ga je režiserjev svet, ki je ta scenarij napisal in potem seveda utemeljiti, zakaj, da recimo jaz, če rečem, joj, glavna igralka bi mogla imeti paš frizuro, jaz moram to utemeljiti in potem moram najti primere, da to razložim, recimo, ne vem, Nastasija Kinski, Paris, Texas, Betty Blue, paš, Uma Truman, da se ti poskušaš približati režiserjem po svetu, da mu poskušaš pomagati, da mu daš neke primere, utemeljene in da narediš potem masko, ki igralcu pomaga, ne pa da ga obremenjuje ali karakterizira. Juri, bi morda ti zaključil tole? Zelo je različno, ali ti dajo za brati scenarij, pa ti rečejo preberi scenarij, ali pa beri scenarij in beri še ta lik zraven. Ker imaš dva različna, tako je različno bereš, ne moreš odmisliti, aha, zdaj pa berem njega. Zdaj, če bereš sam scenarij, najprej prebereš in mislim, da je to najpomembnejše branje zame, ker dobiš občutek, ideje najbolj ga intuitivno bereš, tisto, kar si takrat označiš, običajno drži preko vseh vaj, in tista pač neka intuicija in so to točne stvari. Pol, ko greš brat skozi slik, začneš brati, kaj se dogaja, probaš ga že bolj začeti umeščati, jaz takrat
Sicer preberem še kaj scenografskega, predvsem, če je eksterier noč zima, da si označim, aha, super, probam takrat vplivati, če se da to omenjati, pa če se da eksterier noč narediti podnevi interier, pa ti rečejo, ne da, pa si ti misliš, da se da. Ampak bereš potem pa bolj kot ne na lik, greš na situacijo s prizori, kakšna je struktura, kako gre, ampak tu si potem že dokaj hitro. Tudi z režiserjem, pa z ostalimi tudi vplivaš. No. Tako da, če pa se kaj tiče, recimo, kakega konkretnega sektorja, ali padca v blato v morje, ali pa da pade tebi kaj na glavo, se pa tudi o tem začneš pogovarjati, pa je fajn, da to že prej, kaj, kako na ta način. Tako da je več teh branj. Pa na koncu pa vedno bolj ozko v smislu, kaj ta prizor zahteva, da mi to posnamemo, da bo verjetno. No. Super, hvala. Evo, jaz mislim, da imamo čas ravno še za eno vprašanje iz publike. Evo, imamo ga tukaj. Prvi pride, prvi melje. Hvala. Gregor Gašperin, režiser / producent. Zanima me, kako imate v predprodukciji oziroma do produkcije glede na te faze in svoj vložen trud, glede na to, da več ali manj z javnimi sredstvi vsi delate. Kako ste v bistvu plačani za svoje delo oziroma a je že, mislim, če vzamete nek projekt, a je to za vas v bistvu riziko, kar se tiče predprodukcije, če bo zadeva potem stekla ali padla v vodo, mislim, ste plačani po fazah ali čakate samo pač do produkcije in potem, ko so vsa sredstva odobrena, ste takrat za vse plačani? Samo sekundo. Hvala, Gregor, ker si prišel. Gregor ima Q&A. Ja. Urška tudi ima Q&A. Hvala, Urška, hvala, Gregor. Ne rabta odgovarjati, kdaj in koliko sta plačana. Samo na uro bil plačen kot vodoinštalater. Ok, kdo bi želel odgovoriti? Ne vem, če sem čisto prav razumela. Se pravi, ti sprašuješ v resnici, če v bistvu že začnejo sektori s predprodukcijo in potem ni nič s projektom? Ali je bilo to vprašanje? Ker ponavadi, ko se ta proces začne, so sredstva že do neke mere, vsaj do take mere zagotovljene, da ta projekt bo realiziran. Tako da ni, mislim, vsaj verjetno se ni še nikomor zgodilo, da bi začeli konkretno... 3 leta prej tudi še ko je scenarij še nastaja, da se že priključite projekt. Ja, to ti za to individualno lahko dobivaš z nekom, ki sodeluješ. To je tvoja... Tako, ko se jaz tudi individualno ukvarjam s scenarij, ki pa mogoče tudi nikoli ne bom niti prijavila, ker pač ne prijemo do točke, ko bi bila dovolj, recimo, samozavestna, da ta scenarij bo nastal filma, veš. Tako da to je pa veliko, žal se mi zdi, da je pri vseh nas tukaj veliko enega neplačenega dela. In zdaj jaz mislim, da zaenkrat se temu še ne moramo izogniti. Še kdo? Jaz, ja, ne vem, mislim, da pač mi vsi delamo, vse te ljudi, ki smo jih povabili na okroglo mizo, vsi delamo film, zato ker radi delamo film, ker je to naša strast. Honorar je takšen, kot je. Včasih boljši, včasih slabši. Jaz mislim, da moramo mi, vsi filmski delavci, iti v monolog z producenti, da jih ne smemo gledati na njih kot na naše sovražnike, kot nekdo, ki nam hoče vzeti denar, ampak z njimi pač priti do najboljše možne rešitve, da smo mi kakor toliko zadovoljni. Koliko pa da vsak svojega inputa v delo, je pa njegova odločitev. Več, ki ga daš, boljši bo rezultat. Kar ne pomeni, da se mi je za, da se dela brezplačno ali za malo denarja. Jaz mislim, da bomo našli nek skupni jezik, da bomo plačani tako, kot je treba. Mogoče malo več, kot smo zdaj. Ja. Samo še dodam, se mi zdi pomembno,
Martin Turk, režiser. Ampak se mi zdi pomembno tudi, da je vse več sredstev tudi nekem financiranju v predprodukciji za neke razvoje, da se potem lahko ekipo že sestavi in da ste tu. Ne, recimo, meni se zdi zelo pomembno, da se tu začenja delati kakšne teaserje, kakšne napovednike in se neke stvari poskuša in se tudi s tem, ko se poskuša, se plača neke ekipe in se potem že v tej fazi leto, 2 leti naprej dela. Tle se mi zdi zelo pomembno, da so te vložki v predprodukciji v času razvoja konkretni, da se pol lahko že prej dela in potem se vzpostavi to neko timsko delo že prej, ne? Da ni pol režiser s scenarijem, ok, zdaj pa imamo 3 mesece, pa treba se narediti, ne? Ampak se lahko stvari tudi 1 leto prej poskuša, ne? In mi smo imeli te izkušnje in so bile zelo dobre in potem tudi v tem primeru, ko se dela recimo te napovednike, leto naprej ekipa gre že na set, ima že neke glavne igralce, ki sprobejo neke kostume, ki sprobejo neke lokacije in potem je pol neki vložek pa tudi plačan, da ni kar tako vsi zastojni. Ja, dajmo tako. Pa se je že malo praksa, to se že začenja, ne? Ok. No, morda jaz sem še toliko bi tukaj dodal, se pravi, obstaja obdobje kavic, ne? Obstaja pa obdobje, ki produkcija reče zelena luč, kjer se pogodbe podpišejo in od tam naprej ni več poti nazaj, razen za tiste, ki veste v nekaterih primerih. Jaz bi se zahvalil vsem, najlepša hvala za sodelovanje, hvala tudi vam, zaključil bi s tem to okroglo mizo, da do naslednje imate le malo časa, da spijete kakšno kavo, pa se malo podružite. Jaz mislim, da bojo kolegi in kolegice tudi še tukaj naokrog, jih lahko tudi privatno kaj vprašate. Hvala SKOM-u, ker mi je dal možnost, da sem ta pogovor moderiral in hvala vam, ker ste z vsemi nami delili vaše misli. Hvala. Žal.